Jaz njemu dal onega oranžnega. Pred pričetkom včerajšnjega večerovega soočenja je bilo treba ustrezno pripraviti dvorano Narodnega doma. Po njej razporediti 5 kamer, ki so snemale dogajanje, postaviti in zloščiti govorniške pulte, za katerimi je 6 kandidatov za župana Maribora 1,5 ure preživelo v družbi večerovega novinarja Igorja Selana, ki se je nekaj ur pred pričetkom soočenja udeležil tonske vaje. Daj. Vse pod kontrolo. Vedno. Slušalke in črne, nove, in bele slušalke, ker ne vem, za kako oblečen, vzimo, kje so še, Mihajove slušalke z nami, ne? Pa, čekaj, imamo še, kaj še na tvori, in to je za zasnovi. Zatem je bila na vrsti ureditev prostora za 3 žirante. Ti so imeli nalogo pozorno pretehtati obljube županskih kandidatov, po večerovem soočenju pa podati strokovno oceno o tem, katere bi bilo mogoče uresničiti, katere pa bodo najverjetneje ostale zgolj teorija na papirju. Nekaj minut pred pričetkom soočenja še zadnji napotke večerove urednice Regi. Preden pa so županski kandidati stopili pred žaromete, nekateri so si s seboj pripeljali več 10 podpornikov, so se morali oglasiti v maski. V zakulisju je bila tako priložnost za klepet z drugimi kandidati, voditeljem, kot tudi z našimi novinarji mariborskega uredništva, ki so pozneje sproti v svetovni splet pošiljali informacije o dogajanju v Mariboru. Potem gospod Avar, potem je gospod Fištravec. Evo, zrihtan sem za soočenje, zato da bomo v Mariboru povedali, kaj je prav. To pa še gospoda Kranjca naredijo. Jaz grem tu sem, ali kam grem? Gospod Rišek, kaj pa vi pravite na to, da ni nobene ženske? Sem ja malo pusto, ne? Jaz sem to že... Imamo standard vse pri Sloveniji, jaz pa z optimizmom gledam, da je naslednjič. Jaz sem rekel, ženske so urejene nekje, ne? In ne grejo tako šlamastiko, ne? V županju. Tako mi niso urejeni. Ker ne ve, kje bi začela pospravljati, ne? Več 100 metrov kablov s posnetim videom se je stekalo v eni točki, provizorično urejenem televizijskem studiu, kjer je režija preklapljala med kamerami, da so gledalci prenosa v živo in pozneje med ogledom soočenja na televiziji zmeraj imeli pravi kader. V dvorani, ki lahko sprejme 400 ljudi in se je hitro napolnila, pa so sedeli nekdanji županski kandidati, sedanji županski kandidati, ki jim naše javnomnenjske raziskave ne kažejo najbolje, nekaj znanih mariborskih obrazov, pa tudi nekaj glasnih slušateljev, ki so demokratično izražali svoje mnenje z raznimi medklici. Niti enkrat ni bilo na sodišče!